Živjo! Hi! Dobrodošli nazaj na Džunglin kanal, tukaj smo Karl Solo in Mama Solo in danes imamo eno debato LGBTQ+, o Mavricah itd. Ker je kjer mesec? Mavrični junij. V glavnem, jaz sem vam rekla, da mi na Instagramu napišete vaša anonimna mnenja o tej skupnosti, o kakšne izkušnje imate z različnimi oblikami ljubezni in zdaj bomo mi prebrali vaša mnenja. Vse je anonimno, nobenega imena ne bomo omenjali, niti ne vem imen, ker je vse anonimno. Že na začetku imamo zelo grozno. Zakaj se mi zdi, da nam LGBTQ vedno bolj posiljujejo povsod in mi je že malo dosadno? A bi rekla, da je dosadno? Pa sej ne bi rekla, da nam posiljujejo, samo upajo si o tem govoriti in glede na to, da včasih tega ni bilo nič, je pač zdaj tega toliko, koga ve. Ja, glede na to, da ga včasih ni bilo nič, ga je zdaj ne preveč, ampak je. Zakaj ženske lahko mutijo, nobena ni gej, ali če jaz se tipam, sem pa kar Elton John. Ed napisal, prvo kot prvo, biti Elton John je full awesome. Ne bi rekla, samo za punce smo navajene. Punce se vsakič, ko se srečajo, se objamijo, vsakič se poljubijo na lice, vsaj če že drugačne. Tudi če se držijo za roke, se nam zdi mladostno, navihano. Pri fantih tega nismo navajeni in pač bolj opazimo. Drugač pa to še ni rečeno, ne pri puncah, ne pri fantih, da je karkoli drugače kot prijateljstvo. Kako sprejemaš trans ljudi? Se pravi, punca, ki je bila prej fant, ki je bil prej punca. Imaš izkušnje? Poznam primer, ko so šli čez tranzicijo in super sprejeto, podpora, support z vseh strani, tudi od družbe, od prijateljev, ker prvo kot prvo že sama oseba, ki se s tem sooča, mora iti čez grozne stiske in nekaj popolnoma neznanega, nekaj, kar sluti, da ni tako kot pri večini. Tudi verjetno si kar na prvo žogo ne rečeš, to je to, si dost časa precej zmeden okrog teh stvari. Ne bi imela težav s tem, da spremeniš z ona v on ali obratno in bi bilo, pač tudi, če si ime spremeni. Sej logično je, da na začetku, ker si navajen, mogoče se malo zmotiš, ampak ti ne bi bilo zdaj ono, joj, kaj si namišljuješ. Ne bi bilo čudno, sploh ne, ampak je pa dejansko res, malo moraš v glavi preklopiti. Zalotiš se, da razmišljaš, čakaj, zdaj moram reči, on, ne ona. Ampak ne zato, ker bi imel kakršnekoli predsodke glede tega, ampak pač človeka poznaš. Vprašanje, ker si glih moja mama, kaj bi dala na svet nekomu, kako naj pove svojim staršem? Prvo, jaz kot mama, ko lahko rečem, da ti na neki točki že vnaprej misli berem, pa tak naprej. Mi imamo ful povezan odnos, tako da... Pa verjamem, da je veliko staršev takih, da to po moje so stvari, ko jih slutiš, ko jih zaznaš. Iz obnašanja, iz vsakdanjega pogovora, iz vseh tistih drobnih signalov, da se nekaj dogaja. In po moje, če bi jaz verjetno niti ne bi bila grozno presenečena, ker se mi zdi, da... Ne bo mama sama povedala, da sem jaz lezbika, sploh jih ne bom jaz. Kaj pa za družine, kjer pač starši ne sprejemajo, tega imam verjetno še pol veliko različnih izkušenj, kjer pač ljudje ali zaradi vere, ali zaradi nekih prepričanj enostavno ne sprejmejo te drugačnosti od svojih otrok. Kaj imaš na svet za te otroke? Ne toliko za starše, ker pač ne morejo vplivati na to, ampak naj zatrejo to svoj pač pravi jaz ali... Vse zatreti ne moreš, to ni neka stvar, ko rečeš, zdaj pa sladkega ne bom jedel. To ni taka odločitev, to si ti, to te definira, to iz tega okvirja ne moreš. In definitivno, če nimaš podpore družine, je to najtežje, ker v vsaki situaciji, ko bi se recimo tebi zgodila, ali pa da se ti znajdeš, v končni fazi tudi bullying, jaz vedno rečem, ko bom imela toliko težav z družbo, z mano jih nikoli ne bom imela. Karkoli lahko narediš z mano, ne boš imela težav. Karkoli bi se ti zgodilo, bi naredila. Mama bo uradno zdaj odprla svoj Instagram, kjer ji lahko pišete in bo vaša nadomestna mati. Če ima kdo težave, lahko napišete, se bo ona pogovarjala z vami.
Te dodal spodaj v njen Instagram. Mama Solo, a si Ja. spremenila username? Mama solo, bom. Mama Solo. Boš ti en tak support system za... Sem fan 24 let, definiram se kot pansexual, čeprav se ne rad labelam, po mojem so vsi pa ne. Imam fanta, s katerim skupaj živima. Vse je prelepo in tako, kot bi moralo biti. Želim pa nekaj povedati na to tematiko za vse tiste mlade, ki ne vejo, kaj in kako glede svoje spolne usmerjenosti oziroma se bojijo iti na to pot. V tvoji poti bojo prišli ljudje, ki se ne bodo strinjali s svojim mišljenjem, te zafrkavali, se ti smejali, odšli strani iz tvojega življenja, ampak zapomni si to, da bodi to, kar si. It gets better. Nobenemu se ne pusti, bodi ponosen na se, živi svoje življenje. Nekega dne se boš temu samo smejal in ta mehurček straha oziroma negotovosti bo izginil. Let's celebrate our pride. Absolutno se strinjamo, ampak sej ne moreš reči, da en ima tako težavo, drug ima drugačno težavo. Sploh najstniško obdobje nobeno ni, ja, sej, če se ti še ta stvar dogaja, je še toliko težje. Ampak nekateri se tu z lažjimi težavami težje soočijo. To je spet od človeka do človeka odvisno. Ampak res najbolj pomembno je pa, da imaš pri starših podporo, ker če te kdo mora razumeti, pa če se še toliko ne strinja s tabo, mora te podpirati, pa mora te razumeti. To sploh ni vprašanje, ja ali ne. No. Jaz pa, ker je nekaj takega, kar pač nekomu ne škodi. Ja. To, če ima punca fanta, ko je nasilen, ko jo tepe, ko je brezobrazen, ko veš, da stvari ne klapajo, pa na neki točki, ja pač se morata poročiti, to je zaskrbljujoče, ne to, da imaš ti ljubečega partnerja, pa ne glede na to, je tvojega drugačnega spola. Na tej točki, ko pride za par, si vsi zatiskamo oči, a ne? Ja. To se noben ne bo vtaknil, to mene ne zanima, to imata vidva. A če sta pa dva fanta ali pa dve punci, to pa nas zanima. Pa se ne tepeta, pa nista nasilne, pa nista nesramne, ampak sam sta dve punce ali Ker je dva to fanta. Tako, če sta pa fant pa punca, lahko se pa svašta dogaja, me pa ne zanima. Mnenje o paradi ponosa. Ni potrebe po takem izpostavljanju tega, če se smatramo za neko normalno, pa če potem, ja, je pač fešta, tako imajo jo rockerji, pa jo imajo oni, pa pa popovci, pa ne vem kdo, a ne. Mislim, v preteklosti je parada ponosa imela pomen, ker je bila vseeno bil pač neke vrste štrajk za istospolno usmerjene, ko je bilo to dejansko še potrebno, ker niso imeli pravic. Je lepo, da se dobijo, da imajo nek festival. Jaz še nikoli nisem bila zaradi mojega social anxiety, druga, da ne bi podpirala. Ampak ja, se pa ne strinjam s tem, da ne vem, delajo neprimerne stvari tam, da se pač različne stvari kažejo, kot pač se drugače ne bi. Mislim, pa ne mislim to, da so pač fantje pa fanti skupaj, pa punce, ampak imajo različne pip, pa določene pip nekje zunaj, kjer pač jih drugače, če ne bi bila parada ponosa, ne bi hoteli videti. Tudi od parov moških ženska pričakujemo, tako sem prej rekla. Da so normalno... Ja, moralno obnašanje v družbi pač. Ja. A poznaš, kaj je kratica? Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, pa plus. Vse ostale kratice jih pa ne vem. Mislim, se asexual je še vmes. Poznaš, kjer so približno? Ma ne, ker jih je iskreno povedano toliko, da ne vem, če je sploh potrebno se to definirati. To je lahko debata. To je tako cefranje človekove osebnosti, duše. Zdaj zato, če si ti nekaj eksperimentiral, nekaj še nisi, takoj dobiš eno nalepko. Ja. A ne, zdaj nimamo etiket, nimamo nalepk. Sam punco imam rada, fanta imam rada, oba imam, a ne rabim nalepke. Trenutno imam rada fanta, mogoče bi lahko imela tudi Ja, punco. ampak to je zdaj res toliko izrazov, toliko nekih. Se mi zdi, da najbolj glavni so to, da pač res veš, lezbika, gej, ko se res definirajo glede na to, kaj pač jim je všeč. Imaš pa, ne vem, bisexual pa pansexual je že neka taka tanka meja razlike. Imaš tudi enega, ko je pomemben, recimo asexual, ko jih spolnost pa, oziroma aromantic imaš še, ko jih spolnost in romanca sploh ne zanima. Ja, to je drugo, ja. Mislim, da je velik del LGBTQ+ communityja sestavljen iz ljudi, ki se v življenju ne najdejo in postavijo to kot ospredje svoje osebnosti in so v teh krogih sprejeti, ni važno, kako nezdrav je njihov pogled na life.
Saj v nobeni drugi stvari niso special in to vrže slabo luč na ljudi, ki imamo dejansko hormonska neravnovesja in jim je treba na vse možne načine pomagati. Nihče ni dolžan sprejeti druge osebe, nihče ni dolžan točno vedeti, kaj komu roji po glavi. Seveda bi bilo super, če bi bila tu večja strpnost in dialog, ampak je verjetno to zelo težko doseči, ker življenje ni fair, življenje je blazno zajebano, naporno, stresno, ampak ravno zato je lepo in ga je vredno živeti. Veliko ljudem ne samo ta community manjka zavedanja, da so oni sam svoj problem in da je ne družba ali pa ostali okrog njih. Ni važno, kako se posameznik odloči, naj izbere katerikoli spol na tem svetu hoče, naj se ima rad s komorkoli na tem planetu. V večini primerov ljudi to ni glavni problem, le začasno zatočišče pred realnostjo. If you want to change the world, start with yourself, je rekel Mohandas Gandhi. To je moje mnenje, prijeten četrtek vsem. Vsak človek, edina moč, ko jo imaš, je na tem, da spreminjaš sebe. In ko bo vsak spreminjal sebe, bo svet dejansko postal lepši. Jaz ne bom, vsej drugi tudi ne. To je fraza, ko mene, reč bom jaz, pa bojo drugi tudi. Ja. A ne? Zakaj je tako lepo, ko si fant in punca v javnosti izkazujete ljubezen, ko pa se v tej vlogi pojavita dve punce ali dva fanta, je pa to nekaj obsodbe vrednega, ni ljubezen. Tu bi jaz tudi isto komentirala, da tudi punca pa fant, I guess, ne vem, ko si po 20-ih, ne greš glih po ulici, pa se ljubčkaš, pa se žvališ na klopci v parku. Ni to nobena homofobija, enostavno to je pač neprijetno, ne vem, in delati in gledati, tako da don't be that guy. Mislim, da tudi, ko vidiš par fanta pa punco, ko se poljubljata v javnosti, se rečeš, dobro, se nasmehneš, pa si misliš, sama ne bi to delala doma. Ni zdaj to tako, da smo vsi vzhičeni, posrečni, pa lahko še malo gledam. Glede otrok, pravica do otroka po mojem mnenju ne bi smela biti vprašanje v zvezi z usmerjenosti staršev, ampak razvitostjo v psihološkem stanju le-teh. Otroci kot bitja, ki srkajo informacije, ki pridejo na svet s praznim diskom, se hejta do teh, kar mi rečemo drugačnih, naučijo doma, od staršev, od odraslih. No, oni, če bojo v vrtcu imeli vrstnika, ko ima dve mami, oni pojma nimajo, kaj to pomeni, ampak oni so to nekje slišali, registrirali, nekdo jim je rekel, da to ni cool. Se pravi, misliš, da če ima nekdo dve mami, oziroma dva očeta, lahko normalno odraste, nič ne bo z njim in ne bo gej? Definitivno lahko čisto normalno odraste in tudi, če bi sami otroci bili med sabo, sploh ne bi bil, okrog tega ne bi bilo debate. Ja, ne mar zelo argumentira, da gej ljudje pol vzgajajo gej otroke, ampak mislim... Kaj je to vzgajanje otroka? Vzgajanje otroka je to, da recimo, da je pridn, da pospravlja, da ne vem, vse druge osebnostne lastnosti se pa ne privzgojijo. Ne vem, da lahko bi to imelo mogoče slab vpliv na razvoj otroka, zato ker nima neke... oče ima ful slab vpliv na razvoj otroka. Mislim, ker nima moške vloge v življenju, ker nima ženske vloge v življenju, da je mogoče to tisto, kar bi lahko otroka spremenilo, ampak iskreno, zakaj je pol ločitev dovoljena, zakaj pol je lahko mati ali oče samohranilec, pač... Ko jaz večkrat rečem, deklica, ki ima ljubečega, skrbnega očeta, si bo našla skrbnega, ljubečega partnerja. Deklica, ki ima očeta, ki jo zanemarja ali celo nasilna ali karkoli, bo ta vzorec potegnala tudi v partnerstvu, ker enostavno je to normalno in se zdi, da tako je prav in tako mora biti. Enako izhaja iz urejene družine, lahko ti pa še ne vem kako rada, pa jo bo sam enkrat grdo pogledal. Ne, bo znala se umakniti iz tega. Tista, ko iz tega izhaja, bo to normalno, pa ki smo zdaj pri vzgoji, pa pri kakve veze ima z... Pa načeloma je tudi tek, da dva istospolna ne morata naravno narediti otroka, kar pomeni, da itak morata iti skozi posvojitev, toliko enih stvari, skozi kere morata iti in se mi zdi, da bi dejansko tudi tisti starši, ki lahko naravno naredijo svojega otroka, mogli iti skozi isti postopek. A se ti zdi, da mediji, filmi, glasba, kjerkoli vsiljuje komorkoli LGBT agendo, se pravi, da je preveč tega v filmih? Ni preveč, samo prej jih ni bilo. Zdaj opažamo in nekaj, kar prej ni bilo, pa ti je na novo čez leta, to ne bo noben registriral, da sta zdaj... Počasno se to filtrira v filme in zaenkrat je še to nekaj novega, kar ni moteče, je pa pač zaznaš, ker je drugače, ko je bilo pa ponavadi, ampak čez leta tudi to ne bo več. Gender fluid.
Veš, kaj pomeni? Da se moški oblačijo v ženska oblačila, bo verjetno ena ista revolucija. Ženske se lahko oblačijo v moška, za moške pa vse, ne vem, ne smejo nositi make-upa, ne smejo preveč skrbeti za lase, ne Pa saj smejo so. imeti nohtov. Lasulje so nosili, mazali so se, pudrali, vse to so počeli. Ampak zdaj pa kao ne smejo več, tako da... Ampak nekoč bojo spet. Ja. Ne, to je pač Nič neka takega ni. nepisano pravilo tistega časa, če boš ti začela nositi majico z narobe, da bojo šivi zunanje strani, lahko zgodi revolucija in bojo vsi nosili narobe obrjene cote, Ja. ali pa ne. Sezonska moda, Ja. pa vsi mislimo, da je to. Jaz grem v trgovino pa rečem, jaz bi imela široke hlače pa špičaste čevlje, to ni moderno. Meni je to všeč, ne čudno gledajo, ampak nimajo. Ja, mislim, da imamo v Sloveniji še to bolj ta Ja, problem, ja. pač No, glavno, to je bilo za vse za današnjo temo, imaš še kaj za povedati? bodite, kar ste. Najbolj važno je, da se dobro počutiš v svoji koži, kakršnakoli je, karkoli razmišlja. Razmišljati moraš predvsem samo to, da to, kar ne želiš, da drugi naredijo tebi, ne delaš ti drugim, da si sam zvest sam sebi in se ne obremenjuješ z takimi in drugačnimi, Ja. nepotrebne definicije. Dober človek si, to je to. Ja, človek, Ja. samo človek. Tako. Glavno, to so bile modrosti mame Solo. Jaz vam na koncu še priporočam, da gledate serijo Our Flag Means Death, ker je ena najboljših predstavi odnos gejev. Pirati so drugač, da je tudi lik, ki je gender fluid, ki ga kličejo they, ampak ni na posiljen način. Priporočam, ker je zabavna serija, zanimiva, smešna. Pa seksi. To je to, v glavnem. Pa ni sponzor, nažalost. Če pa je A1 sponzor, drugač. V glavnem, to je to. Lepo se imejte. In veliko zasmejte. Pa radi se imejte. Tako. Ciao. Ciao. Lajkajte pa subscribe.